Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o dinamiki preobrazbe miselnih in vedenjskih vzorcev oziroma kako prehajamo iz vzorcev obnašanja, ki so čustveno pogojeni in sebični, do vzorcev obnašanja, ki so posledica naše zavedne odločitve in so v korist vseh živih bitij na tem svetu. Običajno je tako, da ko odraščamo, izoblikujemo neko značajsko lastnost, nek karakter, osebnost, ki nam omogoča čim boljše preživetje v naši okolici, ki ga seveda večinoma predstavlja naše družinsko okolje. Torej, opazujemo predvsem naše starše, kakšne vzorce obnašanja imajo oni, kako se oni odzivajo na tisto, kar mi rečemo in naredimo, in potem svoje obnašanje prilagodimo na ta način, da lahko čim bolj učinkovitejše manipuliramo in od njih ter od ostalih dobimo tisto, kar potrebujemo za preživetje, in tudi ostalo, kar si potem še želimo. In ti vzorci obnašanja so običajno sebični, egoistični in ne upoštevajo tudi interesov drugih ljudi ali drugih živih bitij na tem svetu. Potem pa seveda vse bolj odraščamo, spreminjamo okolje, prihajamo v šolsko okolje in naposled se osamosvojimo, začnemo lastno življenje graditi, si iskati partnerja, službo, začenjamo samostojno delo in ob tem še vedno delujemo na osnovi teh vzorcev, ki smo si jih izoblikovali v našem zgodnjem otroštvu. Ti vzorci so taki, da nas usmerjajo v odnose, kjer ustvarjamo konflikt, kjer druge ali ponižujemo ali poveličujemo in posledično v sebi ustvarjamo negativne ali pozitivne čustvene reakcije. Torej, delujemo kot neke vrste stroj, kot neko vrste vozilo, ki ima motor, ki se napaja z temi čustvi oziroma čustvenimi reakcijami ali čustvenimi energijami. Ko samega sebe v nekem odnosu poveličujemo, ko se imamo za nekaj več, se v nas ustvari konflikt, ki ga mi čutimo kot pozitivne oziroma dobre čustvene reakcije, dobre občutke, dobre čustva. Ko pa se ponižujemo, ko igramo vlogo žrtve, pa se v nas sprožajo čustvene reakcije, ki so negativne, torej slabi občutki, kot je na primer žalost, depresija, otožnost in podobno. Ne glede na to, ali so te reakcije pozitivne ali negativne, ali imamo dobre občutke ali slabe, so vedno pokazatelji notranjega konflikta in trenja, tako znotraj našega lastnega telesa, večinoma pa se tudi kažejo kot konflikti v medsebojnih odnosih z drugimi ljudmi okoli sebe.
Torej, enkrat običajno potem se začnemo zavedati, da ta način obnašanja ni najboljši, da začnemo trpeti, da naše telo začenja doživljati vse več bolečin, da nas boli na določenih delih telesa, da se mogoče poškodujemo kaj, se nam zgodijo določene nesreče ali pa se nam začnejo razvijati bolezni na našem fizičnem telesu. To so vse običajno pokazatelj dolgotrajnega delovanja na osnovi teh konfliktnih vzorcev. Potem pa začnemo ugotavljati, zakaj je tako, začenjamo se prebujati iz tega nezavednega, avtomatičnega obnašanja in počasi začenjamo spreminjati samega sebe. In ta proces je kar težaven, zahteva veliko napora in veliko časa. Kajti v trenutku, ko stopimo na to pot osebnostne preobrazbe, je tako, kot da se zavemo, da smo na vlaku, ki je zelo težak in se premika v neko smer z veliko hitrostjo. Ta vlak ima vztrajnost in deluje na osnovi zelo škodljivega pogona. Predstavljamo si lahko, da je to kot težka lokomotiva, ki kuri les ali premog in spušča v okolico veliko škodljivega, temnega, črnega dima, ki okolico zastruplja. Ko se zavemo, da smo mi ta vlak, ki hiti v neko smer, ki zastruplja okolico in ki kuri to gorivo, ter predvsem, da tak način delovanja ni trajnostno, torej da ta lokomotiva drvi proti prepadu in da nas bo slej ko prej tudi nas to poglobilo, potem seveda želimo to lokomotivo ustaviti. Začenjamo pritiskati na zavoro in začenjamo zmanjševati to količino goriva, ki ga mečemo v to peč. To pomeni, da začenjamo zaustavljati naše avtomatične, podzavestne, čustvene reakcije, ki kurijo gorivo našega fizičnega telesa, torej ki izčrpavajo življenjsko silo iz našega fizičnega telesa, zato da se preobraža v to čustveno energijo. Ker na ta način seveda izgorevamo. Izgoreva naše fizično telo in potem seveda, če bi to naprej dopustili, bi lahko zelo hitro se postarali, zapadli v težke bolezni in umrli hitreje, kot pa če bi živeli bolj zdravo življenje. In potem skozi leta dela na sebi, ko počasi vztrajno preobražamo te miselne vzorce, ko zaustavljamo čustvene reakcije, ko odstranjujemo škodljiva sebična prepričanja, na osnovi katerih si jemljemo pravico, da čustveno reagiramo, da si jemljemo pravico druge obsojati in kriviti za naše čustvene reakcije. Takrat potem vse bolj upočasnjujemo ta naš vlak in sčasoma
se končno ustavi. Končno pridemo do te točke našega življenja, ko smo dosegli zmožnost funkcioniranja, opazovanja okolice in sodelovanja v medsebojnih odnosih, brez da bi se v nas sprožila kakšna pozitivna ali negativna čustvena reakcija. Ampak sedaj smo prispeli šele na polovico poti. Ko smo se ustavili, je pred nami odločitev, kaj sedaj. Do sedaj smo živeli po avtomatičnih, škodljivih odzivih, vzorcih, nismo zavedali se, kaj počnemo, oziroma nismo želeli sprejeti posledic naših dejanj. Sedaj pa se lahko odločimo za bolj odgovorno življenje in moramo potem premisliti, v katero smer bomo preusmerili naš vlak, našo lokomotivo. In to pomeni tudi zamenjati motor, za katerim to lokomotivo oziroma naše fizično telo usmerjamo. Da ne bo ta motor imel škodljive posledice na naše telo in na okolico, ampak da bo to premikanje na osnovi naše volje, na osnovi naše življenjske energije, ki je trajnostna, trajna, ki jo je v izobilju in ki ne škoduje našemu fizičnemu telesu. Torej začnemo se premikati skozi naše življenje na osnovi naše volje, na osnovi naše odločitve, da bo vsaka naša beseda in dejanje taka, da bo sklenjena za tistim, kar je najboljše za vse. Torej, da ne bomo nikomur zavestno škodovali, da ne bomo delovali egoistično, oziroma da ne bomo nikogar poniževali ali poveličevali. Oziroma, da bomo vse ljudi in vsa druga živa bitja obravnavali kot enakovredne. Ta pot iz te točke, ko smo se ustavili, je kar zahtevna, ker moramo premisliti, v katero smer bomo sedaj usmerili naše življenje. Izbir je zelo veliko in tudi precej bolj naporno se nam zdi potem premikanje, dokler se seveda tega ne navadimo. Podobno je, kot bi prvič shodili, ko se otrok začne učiti, kako stati na svojih nogah, kako premikati noge, postavljati eno nogo za drugo, zato da ne bo padel. Podobno je učenje funkcioniranja na tem svetu v enakovrednosti in to je tudi sedaj proces, v katerem sem sedaj jaz, ko se odločam, kam se usmeriti, kako se premikati in da bom moral zbrati veliko volje, se vsak dan odločati za to, da bom nekaj aktivnega naredil, da bom pripomorel k temu, da bo moje življenje čim bolj imelo učinek k izboljšanju življenja na tem svetu za vsa živa bitja v tem stvarstvu. Toliko za danes. Hvala za posluh in nasvidenje.